Dobrodošli v rubriki CV Intervju. Danes v njej gostimo magistra Ivana Ketiša, upokojenega dolgoletnega ravnatelja Srednje elektroračunalniške šole v Mariboru in tudi med drugim avtorja 3 knjig. 2 od njih sta išli tudi pod založbo Kulturni center Maribor, prvi 2. In glede na to, da gre za življenjepis avtorja, bom večji del pogovora namenili njemu, da nam prosto pove, kako je bilo, glede na to, da ste rojeni ob koncu 2. svetovne vojne. Predvidevam, da ste prva povojna leta v Mariboru preživeli precej skromno, včasih tudi v pomanjkanju. Ampak kako ste sami doživljali otroštvo in mlada leta, mladost? Najprej hvala za povabilo. Seveda so spomini na mladost vedno lepi, tudi če ta mladost morda ni bila tako lepa. Res pa je to, kar ste omenili, da so bili časi drugačni in da danes mladina tega skoraj ne bi verjela. Spomnim se, ko je soseda prepričevala mojo mamo, da lahko kupi klobase, da so zdaj že dosegljive, da to ni več taka cena. In potem smo seveda čakali na četrtke, takrat sta imela oba starša prosto in takrat smo imeli posebno klobaso. Kar pa zadeva pomaranče, ki so danes vsak dan, sem vsako leto čakal na dedka Mraza, ker takrat sem dobil pomaranče. Ampak morda nismo vedeli, da nam gre slabo in nasploh ljudje niso bili nezadovoljni, tako kot so recimo danes v obilju. Takrat je vse bilo zelo optimistično naravnano, morda tudi zato, ker je dejansko iz leta v leto, sicer postopoma, ampak šlo na bolje. In če gre na bolje, pol si seveda optimist. Zdaj, kaj bi še rekel o tistih časih? Takrat so bili še ostanki 2. svetovne vojne, neke zgradbe, ki so bile bombardirane, ruševine so še ostale, tako da smo otroci se igrali, smo kar rekli, gremo na ruševine. Včasih smo tam kopali in ugibali o ljudeh, ki so tam živeli, kak krožnik izkopali iz zemlje. Bilo še nekaj vagonov za odvoz teh smeti. Seveda smo se igrali ravbarje in žandarje in za razliko od današnjih dni je bil problem nas spraviti noter. Mama je klicala, pridi domov, še lahko pol ure, še lahko urco. Vemo, da je danes drugače, da je težko otroka spraviti ven, razen če je zunaj Wi-Fi ali kaj takega. Nasploh, ne vem, že v mladosti, težko pojasnim zakaj, so me zanimali vesoljski poleti in sem že spremljal od prve izstrelitve leta 1957, pa še prej priprave na prvo izstrelitev satelita in potem spremljal vse do danes. In tudi danes, ne boste verjeli, vsak dan sem na spletni strani nase pa pogledam kaj novega. Zdaj, kaj še o teh časih? Ja, recimo, takrat so imeli zelo redki tuše in z očetom so se tiste četrtke, ko je bil doma, hodila tuširati, to je bilo javno kopališče nasproti sedanjega Večera. In vsak četrtek, to je bilo kar zanimivo, ne? Ogromno ljudi noter, precej od pare zamegljeno, slišal si pod tušem koga, ki je prepeval, tako da so bili to zanimivi dogodki. No, to bi bilo v glavnem, koliko se spomnim. Glede na to, da ste se odločili za študij elektrotehnike, jaz sem pred kratkim poslušal vaš intervju izpred let na Radiu Maribor z gospo Bredo Čepe, kjer ste povedali, da ste radi rečete, kako ste se odločili za študij elektrotehnike, še prednje elektrotehnika kot taka sploh obstajala. Torej moram reči, da se, kadar ni kamer, še bolj šalim kot običajno. In na informativnem dnevu sem pred leti starši tudi nagovoril in povedal nekaj stavkov o sebi. In da bi bil pač štos, sem izjavil, da sem študiral elektrotehniko še pred odkritjem elektrike. Moram reči, da ni bilo nobenega smeha, tako da sem pomislil, Madonna, a res verjamejo, da sem toliko star.
Kar zadeva študij elektrotehnike, moram reči, da nisem imel posebne afinitete ali da bi si želel. Enostavno po osnovni šoli nisem vedel kam. In ker so moji najboljši kolegi, s katerimi sem se dnevno igral, rekli, gremo na tehniško šolo, je to bil eden od razlogov. Drugi pa je bil moj oče, ki je bil radioamater in je rad popravljal razne stvari in je mislil, da bo tudi mene navdušal. Še danes mi je žal, kako sem ga nekoč razočaral. Prepričal me je, da sem gradil superheterodin, se pravi tisti klasičen radioaparat z elektronkami seveda, in po nekem naključju, ko sva ga priključila, je deloval iz prve. In oče je skakal okrog mene kot indijanec od veselja. Jaz pa, to mi pravi, mi je še dan žal, sem rekel, upam, da me boš zdaj pustil pri miru. Torej, ni me posebej privlačilo to, kar je on delal. On je po cele dneve popravljal radioaparate in to je bilo piskanje, žvižganje, da te je glava bolela. Oče pa seveda ni znal računati, in mu je kak bogat kmet z ne vem koliko glavami živine, mu je dal radio popravljati in ko ga je popravil, pa pravi, klicali so ga Anzek, očeta Janez, koliko sem pa dolžen, ja, je rekel, koliko sami date, no, hvala, gospod Ketiš, tovariš Ketiš takrat, in je bil pol še nekaj dni slabe volje, mama pa seveda, zakaj pa nisi računal? Tako največkrat je bilo hvala lepa. No, ampak on je tudi užival v tem. Včasih, ali pa danes govorijo o nekih posebnežih, o ljudeh, ki so, o nekem Srbu sem bral, ki se dotika električnih vodov pod napetostjo in tako dalje. Mogoče ni bil tako daleč, sem pa znorel, ker je vedno preizkušal, brez faznega preizkuševalca, po domače faznem preferja, kar z roko na hitro, ali je vodnik pod napetostjo ali ni. Skratka, tako tudi kot kasnejše pisanje knjig, je izbira elektrotehnike bila zgolj naključna. Se pravi, kolegi, pa obenem interes očeta. Zdaj moram reči, da oče si nikoli ni želel, da bi jaz šel študirati elektrotehniko. Njega sem prvič razočaral, ko sem se vpisal v 4-letno tehniško. Je rekel, ti boš tam nekaj modroval, jaz sem računal, da bo šel v 3-letno poklicno in da bova skupaj popravljala. Po končani tehniški sem se vpisal na višjo tehniško in pol je roke dvignil, rekel sem vedel, da iz tebe ne bo nič. Nadaljevanje na drugi stopnji v Ljubljani je bilo pol že med njegovo apatijo, da od sina ne bo nobene pomoči. Res pa je, da je sam nehal kasneje, ker ni imel neke strokovne podlage. On je imel sicer nek 6-mesečni tečaj po končani osnovni šoli za upravljanje kamer, bil je kinooperater, največkrat je bil v kinu Udarnik. In ko se je pojavila televizija, je to bilo že prezahtevno. Takrat je računal, da bom pomagal, ampak od mene nič. Zdaj se ne bom šalil, jaz sem po prepričanju levičar, ampak za kakšne zveze ima to z tem pripovedovanjem. Žena je že takoj, mislim še ko sva hodila, je ugotovila, da imam 2 levi roki. Se pravi, nisem nekak praktik. Moram reči, da celo neke stvari sem uredil, ampak bolj na silo, na pritisk, ko sem poslušal cel mesec, tega ne popraviš, na koncu mi je uspelo, da bi pa sam pri tem čutil neko veselje. Ne. No, oče še bil živ pol, ko sem končal študij in postal učitelj. In v bistvu je ta beg v učiteljstvo, čeprav sem predaval strokovne predmete, bil odmik od stroke, tiste praktične, da imaš v rokah neko napravo, da jo popravljaš. To je bilo bolj ono. Ne bom rekel pričam, ker so bile konkretne stvari, ampak teorija, osnove elektrotehnike, električna merjenja in podobno. Celo moram reči, da čeprav nisem bil praktik, sem v šoli kar hitro zagrabil laboratorijske vaje, čeprav je bilo to, bi rekel, manj utrujajoče delo.
je bilo boljše plačano, dodatek si dobil. Mi smo seveda aktiv učiteljev, inženirjev, ravnatelji so prepričali, da je to za življenje nevarno delo z električnim tokom, čeprav so bile vse zaščite, tudi tla so bila lesena in tako dalje, ne. In smo na to nevarno delo dobili dodatek pri plači. In zakaj je bilo to prijetno delo? Ker si dosti časa lahko počival. V bistvu si razložil vajo, dijaki so zvezali, pol si preveril, če je vezava prava, in pol so oni merili. In medtem, ko so merili, to lahko trajalo uro pa pol, si imel prost čas. Največkrat sicer zato, da si neke priprave pisal, torej povezavi šolo ali pa pregledoval njihove protokole, se pravi zapisnike vaj. Na te protokole je bil tudi dodatek za dodatno delo, čeprav si to bolj opravljal med delovnim časom. In danes marsikdo, mlad učitelj, ne more verjeti, da sem imel prvo leto 32 ur pouka, s tem, da 20 ur obveza v srednji šoli. In to je bila seveda norišnica. Vsak dan dopoldan, popoldan, in če ne bi bilo tretjina tega laboratorijske vaje, to seveda ne bi zdržal. Problem je bil tudi prva leta, ker nisem bil pripravljen za vse. Vsak dan sem se doma pripravljal morda ura pa pol za pouk naslednji dan. Drugo leto je bilo pa že lažje, ker si imel že nekaj napisanega, ker se to lažje dalo. Ja. Vmes pa ste tudi opravili, torej po študiju, preden ste se zaposlili, vojaški rok JLA v Zadru, pa kasneje še šolo za podporočnika v Prištini. In koliko vam je recimo znanje, ki ste ga dobili tokom študija elektrotehnike, tam pomagalo? So vas verjetno tudi... Moram reči, da v bistvu ni bilo s tem povezano, ker tam so bili drugi predmeti v šoli za rezervne oficirje v Zadru. To je bila LPA, lahka protiavionska artilerija. Seveda tisti, ki smo, večina nas je bilo študiranih, smo lažje tiste izpite delali, bi rekel celo z lahkoto. So pa bile zabavne stvari, namreč jaz sem imel v isti skupini Roka Vidmarja, sina Josipa Vidmarja, in ta je bil znanega politika, ta je bil, bi rekel, kar močen slovenski nacionalist, kar v bistvu ne jemljem kot slabo, samo šel je dostikrat v pretiravanje. Je zahteval, da mu komandirajo v slovenščini, da on srbskega ne zna. Zdaj vemo, da v bistvu, ali pa malo manj vedo tisti, tudi moja generacija, srbski ali pa srbo-hrvaški jezik ni bil obvezen jezik, pogovorni sploh ne, ampak samo jezik poveljevanja. In je bilo prav zabavno, ker sem se enkrat odločil na enem izpitu, to mi je pomagalo, ker je bil izpit iz telekomunikacij. Sem odgovarjal Srbu v slovenščini. In zraven je bil njegov kolega in je več čas sprašal, šta je rekel, on doskrat ni vedel točno, kaj sem rekel, je rekel, kasneje čuti objasniti, pozneje ti bom povedal. Polovice stvari niti ni razumel, kar sem govoril. Je pa zanimivo, da so nas pač dali v šolo za oficirje, kasnejše. Skoraj se temu nisi mogel izogniti, če si končal kak faks. Res pa je, da so vmes bili tudi nekateri, ki so imeli samo poklicno šolo. In zdaj, da ne bi tega podcenjeval, imeli smo enega Makedonca s poklicno šolo, to je bila ona ŠUP, škola učenika v privredi, se pravi ta po naše industrijska poklicna šola. In ko je pri topu prišlo do zastoja, ni funkcioniralo, smo njega upregli. On je pogledal tam, udaro, ne vemo točno kam, in je spet deloval. In pol, ko se vsi čudimo, ker kolega, ki pa je bil strojni inženir, je pa diagrame risal, pa računal, ali je potisk dovolj velik, pol pa njega vprašamo, kako to gre, ne? Ma je rekel, pa to ti isto kot traktora. Tako da smo imeli tu take zanimive stvari. Da povem še eno anekdoto iz vojske.
Včasih sem se tudi tam šalil, ne? Mogoče zato, ker sem vsak dan štel, koliko dni še do konca, torej nisem ravno užival v vojski. In enkrat, to je tudi v prvi knjigi omenjeno, skrajšam pot do kosila, to je v šoli za rezervne oficirje, v pritličju skočim skozi okno in s tem sem prišel na kar dosti poti, ker je bil tisti kompleks zgradb zelo razvejan. In izza vogala pride oficir in skočim skoraj njemu na noge. In pravi, Eli, skačeš, pa sem rekel, skačem, kaj naj rečem druga. Pol pa dalje, da li ti kot kuče skačeš kot prostor, tudi če doma skačeš. Sem rekel, ne skačem. No, je rekel, dobro, šta kot kuče ne skačeš, zakaj doma ne skačeš? Sem rekel, pa stanem na 3. spratu. In pol je v 3. nadstropju, in pol je skoraj znorel, da ga zabavam, ne, sem rekel, lahko preveri, res sem v 3. nadstropju. Tako da so bile, najbolj zanimivo je bilo tisto, ko je bila prekomanda. In večer pred odhodom smo zvedeli, kam kdo gre. In jaz mislil, da je to štos, ne. Meni pravi, Ivan, ideš za Prištino iz Zadra, ne. In jaz še pol zvečer v sobi se štosiram, sem rekel, kdo pravi, da je v Prištini slabo, se še nihče tam ni vrnil. Drugi dan sem se pa skoraj jokal, ko sem gotovil, da res grem v Prištino, ne. No, v Prištini je pa bil spet hec, namreč sam sem šel iz Zadra v Prištino z vlakom, najprej preko Beograda. In takrat ni bilo letališča in jaz sem imel 3 dni prosto, samo v 3 dneh ne bi prišel domov in pol od tam v Prištino, ne. Tako da sem se en dan potikal po Prištini in celo tam vzel hotelsko sobo, da sem za en dan odložil vstop v vojsko. In je bil kar hitro zaplet. Tam sem v Prištini pač šel po ulici in sem zavil v neko gostilno in tam so bili v glavnem šiptarji z onimi čepicami in je kar so vsi umolknili. Si mislim, kaj je to, ne. Pol pa vseeno en pravi, odakle si? Sem rekel, iz Maribora. Pol so se pa sprostili. So rekli, da so mislili, da sem kaki Srb, da je to provokacija najbolj očitna. Pozneje sem slišal od oficirja, ne, da me bo dal na kazensko, kako lahko hodim neko gostilno, kjer se zbirajo albanski iredentisti. Moram pa reči, da sem na Kosovem ugotovil nekaj, kar danes večina morda ne ve, ne, Albance marsikdo podcenjuje, pa šiptarje naše. Ti so tako delavni, da to ne moreš verjeti. Jaz nisem mogel verjeti, ko sem videl, da Kosovo polje, to je kraj blizu Prištine, kjer so raztovarjali premog iz vagona. In to brez pijače, brez odmora, kot avtomati. Metali, neprekinjeno premog. Potem sem slišal, da to delajo tudi po 10 ur, brez odmora, brez vsega. In pol tudi jaz z nekimi predispozicijami oziroma razmišljanje o Albancih, ne, o šiptarjih, sem vprašal, kako je to mogoče. Pravijo, ja, oni so plačani od vagona. Če bi bili na uro plačani, bi se naslanjali na lopate, ker so pa od vagona so to zmetali, čim prej je bilo možno. Tako da se da motivirati, ne, ljudi različnih ras, narodnosti in tako dalje, če jih primerno motiviraš. Je pa seveda danes vsi radi govorimo o vojski, ne, o teh, ker je bilo zabavnih stvari še pa še, ne. Recimo, jaz kot neki, bi rekel, bodoči oficir, ne, pogum in tako dalje, sem bil enkrat na straži, to je kraj Šepovine, severno od Zadra, in tam so valovi udarjali, burja je bila po noči, če bi četa prišla mimo, jih ne bi slišal. In jaz sem se zavlekel v samohodko, torej neke vrste tank, ne, na kolesih, in se zaprl od znotraj in jedel čokolado. In če bi takrat kdo potrgal po zunanjem oklepu, me verjetno danes ne bi bilo tu. Zanimivo. Nasploh v vaši prvi knjigi pred 4 leti izdani, v mojem slogu, ki velja za nekakšen vaš
tudi življenjepis, dosti teh anekdot. Ste še v začetku zapisali, da kot otrok in mladenič, čeprav ste odraščali v času, ki ga danes radi pojmujejo kot trdi sociorealizem in nasploh socializem, komunizem, niste občutili nobene neke indoktrinacije strani režima. Kasneje pa recimo ste tudi stopili v partijo konec 70-ih let, 30 let kasneje, ko je bilo že dolgo časa samostojna država, ste tudi poskusili kandidirati za parlament, pa tudi v enem od intervjujev za tednik Mladino, ki sem ga prebral, ste omenili, kako je bilo včasih v obdobju, ko je bila formalno diktatura in ni bilo demokracije, za vas, ljudi, ki se ukvarjajo s tehničkim poklici, neprimerno več vsebinske demokracije, kot je dan danes. Pa če bi lahko kaj več o tem povete, kako ste sploh na začetku doživljali oblast kot mladenič? Moram biti odkrit. Jaz sem že živel torej v času, ko je zelo verjetno stvar zelo popustila, ni bilo več takega presinga. Spomnim se, ko sem po naključju, moram reči, postal ravnatelj, namreč takratni ravnatelj je odšel na boljše plačano službo, jaz sem pa bil njegov pomočnik in sva malo pred njegovim predlogom, da jaz prevzamem, malo pred njegovim odhodom, prišel v oster konflikt z njim. Namreč on je mi razlagal, da je politika, torej zahteva združitev naše šole in druge gimnazije v novo šolo. Naslov je bil zelo dolg, poleg vsega tega srednja elektroračunalniška šola in tako dalje, še in druga gimnazija Maribor. In sem ga vprašal, zakaj pa ta združitev. Pravi, ker politika to zahteva in ker bi s to združitvijo druga gimnazija ne bi bila več elitna šola. Čeprav razumem, smo mi zraven zato, da bi poslabšali nivo šole. Je rekel, točno, si prav razumel. No in pol mi je dal neko komisijo, jaz za predsednika, in smo delali elaborat o prednosti združenih šol. Jaz sem bil zelo nasproten temu združevanju, nisem videl nobenega smisla, predvsem zaradi povsem drugačnih filozofij, tehniške šole in gimnazije, poleg tega tudi razdalje, se pravi, če bi učili na obeh enotah, bi morali prehajati, 1 uro bi morali biti vmes prosto za te prehode iz ene šole na drugo in tako dalje. In sem od začetka nasprotoval. In ko bil sem toliko samo indoktriniran, da sem s težavo našel sploh kak pameten razlog, ker ko sem našel nešteto razlogov proti združitvi, na koncu rekel, zdaj pa moram najti nekaj za združitev, da ne bom izpadal pristranski. In moram reči, da sem se trudil in več časa porabil za to, da bi našel kak razlog za združitev. In ko jaz to ravnatelju oddam, pravi, to boš spremenil, politika zahteva to združitev. In sem rekel, da žal ne morem, ker gre tu za strokovno analizo in tako dalje. Kako strokovno analizo, to navadno skorpocalo in tako dalje. In jaz sem vztrajal, in ker so bile ravno zimske počitnice, uradno, torej za učitelje dnevi dopusta, mu nisem na telefone odgovarjal, to je bilo lažje, takrat ni bilo mobitelov na stacionar, pač me ni bilo doma, in sva imela cel tih teden. In ko sem prišel nazaj, rekel, zdaj boš pa to spremenil, sem rekel, ne, lahko dam odpoved v tem trenutku, spremenil, tega ne bom. Zdaj govorim kot Prekmurci, na koncu tega ne bom. No in pol je nekaj časa to prenašal, pol pa nas obvesti, da odhaja in da mene predlaga za njegovega naslednika. In jaz pol z njim zgovor, sem rekel, zakaj? Je rekel, to je bil Ivan Ateršek, bolj znan pod oče Četvork, in je rekel, zato, ker si se mi uprl, ti bi lahko bil ravnatelj, razmišljal svojo glavo in tako dalje. No, jaz sem se pol še izmikal, pa na koncu so me spet dobili na finto, ker mi ni bilo za ravnateljevanje
in sem rekel na sestanku, da imam že drugo službo, jaz tako odhajam, da je nesmiselno, dokaži, da imaš drugo službo. Pol pa je zunanji predsednik sveta, ker to je bilo po združevanju dveh šol in da se ne bi kregali, so določili enega od zunaj. In rekel, veste kaj je rekel, Ketiš v pol leta ne more za šole, pa naj bo VD pol leta, ne, pol bomo pa našli pravega. In ne vem, je to namerno ali ne, ko je on mene češ, da ne morem pol leta vse skupaj, ne, s neko dobro sprejemam. No, ampak zdaj pa vpliv politike. To je bilo na nivoju šole. Potem smo pa šli na občino, jaz, predsednik osnovne organizacije ZK, oziroma sekretar, pa predsednica sveta šole in pridemo tja in pravijo oni na občini iz mestnega komiteja, mi smo rešili vaš problem, imamo ravnatelja za vas, piše se Atif Blagajac, on sicer ni Slovenec, ampak govori že kar dobro slovensko in on bo vaš nov. In pol tišina in mi se nismo nič med sabo dogovarjali, ampak najprej začela predsednica, da si tega ne dovoli, da ljudje hočejo mene za ravnatelja, pol še oni sekretar je rekel, da Ketiš ali pa noben. In jaz moram reči, da sem bil kar presenečen za to podporo, ker se nismo nič pred tem pogovarjali. In pol, zdaj pa hočem to reči, da je stvar že popustila in pol oni pravi iz mestnega komiteja, ja dobro, mi nismo vedeli, da je tako, če ste se vi tako odločili, pa ok. In se pravi, sem postal s tem, da mi je pol svet šole določal, mislim, da 14 dni čas za uvajanje, da mi stari ravnatelj pokaže vse, kar je treba in dnevi minevajo, on me ne pokliče in pol je zadnji dan, petek, in me pokliče, in zdaj bo v enem dnevu vse. Ma rekel, kaj ti bom pravil? In rekel, tu imam knjige, tu je ključ od spodaj, to je to, vse kaj pa delo, rekel, vse boš videl. In mogoče sem dolgo vezen, sem še tole omenim, ko sem šel v službo, prvi dan kot ravnatelj, sem doma ženi rekel, sem rekel, pojma nimam, kaj naj delam. On je stalno čepel v svoj pisarni in ne vem, telefoniral ogromno. Moram reči, da po naključju, ne zato, ker je bil prvi dan, je to bil najtežji dan, ker se je tisti dan vse dogajalo. Dva sta se stepla, prišla je policija, jaz, ko sem šel domov, sem rekel, jaz sem dal odpoved, pa se to ni normalno. Zdaj pa, da se malo vrnem na tisto, da odgovorim na ono osnovno vprašanje. Zdaj, jaz nisem neki jugonostalgik, niti ne bom rekel, da sem bil neki prepričan komunist. Bil sem sicer levičar, to moram reči, ampak neke stvari danes težko verjamejo, so bile v tistih sivih, totalitarnih časih bolj demokratične kot danes. Ko so nas združevali z drugo gimnazijo, sta bila referenduma na obeh šolah. In druga gimnazija, tam so se večinsko odločili za združitev z nami, pa bom rekel ne zato, ker bi si to želeli, ampak ker so jim vpis vzeli in šlo je za socialno varnost učiteljev, za to, da imajo pouk, zato so bili večinsko za. Pri nas je bila večinsko, smo bili proti. In je politika to upoštevala. Pri zadnjem združevanju v času Janševe vlade so povozili vso zakonodajo, vse, kar je veljalo in še danes ne vem, ni mi čisto jasno, zakaj so to delali, kaj je bil glavni razlog za to. Nobenega referenduma, nobenega odločanja, mi odločamo na pogovoru pri sekretarki takrat na ministrstvu, ko sem ji predložil gradivo, tri listi od izvrstne pravnice, ene Ane Iglič, ki je povozila to združevanje v, ne vem, mislim, da je bilo preko 20 kršitev razne zakonodaje, je ona rekla, dajte, razumite, mi odločamo, mi in ne slovenska zakonodaja, mi smo tisti, ki odločamo. In je torej prišlo do nasilne združitve, zdaj pa jaz sem se moral upokojiti po ZUJF-u, pa se pol leta prej, kot bi sicer tako je izteklo.
čeprav je bilo to tudi zabavno, ker sem bil upornik, ne, tako so me imenovali, pa so uporabljali korenček pa palico, ne, ono, da moram iti, to je bila palica, korenček pa na sestanku v Mariboru z ravnatelji. Pravi, da dobri ravnatelji lahko ostanejo tudi ne glede na ZUJF. In jaz sem se oglasil, da nisem dobro slišal, ali ste rekli dobri ali poslušni. Ne. In tu sem tudi jih malo izigral v tisti zadnji fazi, namreč moj favorit je bila sedanja ravnateljica, takrat svetovalna delavka in desna roka pri tem uporu proti ministrstvu in združevanju. Namreč ona mi je pripravljala vso gradivo, jaz sem pa nastopal, pa to gradivo tudi uporabljal. Ne. Na prvem sestanku na ministrstvu so rekli, imamo en problem, ustaviti moramo imenovanje vaše naslednice. Mi imamo dobrega kandidata, pozneje sem zvedel, da sicer ni bil uradno član SDS, ampak zelo blizu SDS-u. In so mi povedali tudi njegovo ime. In jaz seveda sem skušal zadevo prehiteti, ker njihovo glavno je bilo, mi moramo preprečiti imenovanje. In sem takrat, še ko sem bil v službi, junija napisal torej odstopno izjavo kot ravnatelj. S tem sem malo jih zbegal, malo sem jih zakompliciral stvari. Moram biti odkrit, prej sem se prepričal, če bo karkoli vplivalo na mojo pokojnino, in ko sem gotovil, da tisti 4 meseci nič ne spreminjajo, ne, sem to z lažje roko podpisal. No in pol, malo sem se izživljal, ne, me kličejo z ministrstva z Ljubljane v nedeljo ob 8 zjutraj na ministrstvu, pa pravim, zakaj pa jaz? Ja, ker ste vi ravnatelj, sem rekel, jaz pa nisem ravnatelj. Halo, s kom govorimo? Je tam kaj, sem rekel, ja, kak niste ravnatelj? Sem rekel, v petek sem dal odstopno izjavo. Kak? Jaz sem rekel, list papirja sem vzel pa napisal gor, da odstopam. Ja, pol pa pride ta, ki bi naj vas nasledila. Joj, sem rekel, ona pa o tem nič ne ve, ne vem, če bo to šlo tako hitro. Ne? In potem smo malo s tem zavlekli, pol je svet šole tudi pospešil zadeve in smo preprečili, ker tale, ki bi naj prevzel, je bil seveda za združevanje v center in tako dalje. Zdaj pa, torej, če gledamo totalitarni sistem, referendum, ljudje odločajo. Demokracija, povozijo vso zakonodajo in pravijo, mi odločamo. In ker se jaz nisem kar tako vdal, sem prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije, tako državno sekretarko kot direktorja direktorata za višje in srednje šole. Torej, moj argument je bil, da to delata zato, da bi njemu zagotovila kasnejše mesto v eni šoli. Ne? Zdaj, jaz sem bil na oni komisiji, tam so rekli, da dokler pač ne zasede tega mesta, to ni utemeljeno. Ne? Moja naslednica šla še dalje in je sodišču oba prijavila. Se pravi, to je pogum, če si ravnatelj, pa še vršilec dolžnosti, pa prijaviš svoje nadrejene. Ne? Sodišče pa tako kot je, ne? Danes marsikaj govorimo o sodiščih. Jaz, dobro, za ustavno bi rekel definitivno, da je pristransko in desno. Za ostale težko rečem, ne? Največkrat sem se srečeval s popolno nesposobnostjo sodnikov in o tem, da se nočejo o nobeni stvari odločiti. Se pravi, ko smo mi navedli 3 liste argumentov, torej dejansko kršitev zakonodaje pri združevanju, je bil odgovor prvostopenjskega sodišča, da ima ministrstvo pravico, da reorganizira šole, da jih združuje, razdružuje. Kot da mi tega ne bi vedeli. Na naše argumente oziroma dokaze, da so kršili zakonodajo, pa nič. In potem je šlo na višje sodišče in enako. Dobro. Se pravi, ja, ste ugotovili, da je tukaj to boj z mlini na veter, kar se tega tiče. Ja, je, čeprav včasih se splača, pa če imaš malo sreče tudi, ne, torej, zdaj me bojo desni pogledali, ne, sreča je bila v tem, da je Janševa vlada takrat padla.
Jaz sicer upokojen se nisem sprijaznil s tem, jaz sem šel 31. avgusta 12 v penzijo, ne. In z 1. januarja 2013 so šolo združili v center, v šolski center. Jaz sem z novo ravnateljico, prejšnjo mojo svetovalko, se sestajal, da se lahko rečem, ker ni več v politiki, tudi z Majdo Potrata, ki je bila na ministrstvu, in smo torej prepričevali novo oblast, kako škodljiva je ta združitev. In to smo dokazali tudi številkami. Proti pričakovanju je bilo delovanje centra dražje kot posamičnih šol, ne? In ko smo to dokazali, je torej sledila razdružitev. Šola je bila v centru samo 8 mesecev in to življenje v centru je bilo grozljivo. Namreč zakaj? Jaz ne bi imel nekih argumentov proti združevanju, če bi bilo to fair, pošteno. Ampak šoli, ki je dosegala 2/3 po obsegu, 2/3 našega obsega, so dali vse vzvode oblasti. Direktor centra njihov, predsednik sveta njihov, vse komisije njihove, in kar je bilo ključno, niti podračuna, ki smo ga hoteli, da bi videli, koliko denarja mi dobimo, kako mi, ne, samo centralni račun brez podračunov. In v tistih 8 mesecih je šola komaj preživela, ker so na naš račun, ker je bil vpis velik v elektrošolo, si na Teznem strojna šola delala vse živo, od novih parketov do opreme. Morda ne, danes razmišljam, pa je bil to cilj ministrstva, da si prihranijo nekaj stroškov, eno bogato šolo združijo z revno in potem se bo to znotraj izravnalo. Tudi to je možno. Zdaj pa, kako ministrstva delujejo, ne? To težko verjameš. Najprej strojno šolo priselijo na Tezno, z lokacije poleg naše. Pol nas pa hočejo združiti na oni lokaciji. Predtem, recimo, če ne bi imel argumentov, če bi skušali nas združiti strojno šolo na naši lokaciji, tehniška šola, torej strojna, elektra pa tekstilna, sta bili na isti lokaciji nasproti fakultet. Tu jaz ne imel nobenih argumentov. Če je to center, je center in lahko deluje. Zdaj pa jaz mislim, da je bilo v ozadju celo to, da po združitvi bi kasneje center zaradi racionalizacije, en del, to ni pomembno, ne selimo šole, en del preselil na Tezno. Končni cilj je bil, enkrat se je zagovoril doktor Zver, ne, ko je rekel, da je ta lokacija zanimiva za prodajo, ker je tu cena zemljišča dosti višja kot na Teznem. Tako da je možno, da je v ozadju bilo samo to, ne. Morda še to omenim, da sem enkrat bil dvakrat na televiziji v zvezi z združevanjem. Enkrat pred Telejem so bila skupaj z direktorjem direktorata za višje in srednje šole, doktorjem Šinkom, in tam je rekel še preden se vstopila, je rekel: Ketiš, mi vemo o vas vse, vemo več o vas kot vi sami. No, sem rekel, pa to ni najslabše. Če se česa ne bom spomnil, mi boste lahko pomagali. To je bilo pred onim. Na televiziji, ne, pa je ona na A kanalu, je ona komaj smeh zadrževala, ko sem razlagal o tem združevanju in sem rekel, da zdaj velika šola se združuje z malo in mala ima vse vzvode oblasti, in da mi je rekel doktor Šink, da velikost ni pomembna. Sem rekel, še eden od moških, ki prisega na tehniko. Naslednji dan so učitelji rekli, da sem šel predaleč, dijaki moji pa na hodniku so mi roko dali. Tovariš, to je bilo pravo. Potem pa čisto za na konec še, glede to, da odkar ste upokojeni, ste tudi izdali že 3 knjige, pa me zanima zdaj, tudi pišete kakšno novo, ali pa recimo ste še aktivni pri pisanju pisem bralcev, tudi na željno pobudo. Zdaj moram reči tudi kako grdo o tem, kako je v demokraciji z mediji. Naprimer Večer, primer. Objavijo morda vsako 4. moje pismo, pa jaz si ne domišljam, da so zdaj to ne vem kaka, ne? Ampak v glavnem so strpna, ne grem na nekaj.
Ampak najbolj šokantno ni to, to še razumem, da neko, ki je malo politično obarvano, da ni primerno ali pa ga ne objavijo. Bolj me je presenetilo, ko sem našel, ker vesoljski poleti so moji hobi, mislim, ne sami poleti, ampak spremljanje teh poletov, ne. In je članek v Večeru, ki je popolnoma zgrešen, popolnoma mimo udari, in jaz pošljem pismo bralcev, kjer citiram strokovne napake in tega ne objavijo. Ko trmoglavim, mi urednica piše, da to Večerovih bralcev ne zanima. In pol, ko sem vprašal, kako je to ugotovila z anketo ali na kak drug način, je prekinila komunikacijo z mano. Ampak šlo je za strokovne napake. Da samo omenim, ne, jaz sem se moral režati, ko sem videl članek, ki je bil dobeseden prevod članka na BBC-jevi spletni strani. Torej prevod iz angleščine, seveda nikjer ni pisalo, da je prevod iz angleščine, ampak je spodaj bilo ime Gregor Grossman, ne, avtor. No, in zdaj problem je bil v tem, da je izgleda, da ima pomanjkljivo znanje angleščine, ker je zgrešil temelj, bistvo vsega, in je to zgrešeno misel je dal celo v naslov z jedrskim pogonom proti zvezdam. V članku originalnem pa je bilo nuclear power plant, se pravi nuklearna elektrarna, oziroma tu šlo enostavno za radioizotop, ki razpada, in s toploto, ki se sprošča, ogreva termočlene, se pravi, šlo je za napajanje sonde z elektriko. On pa govori o tem, in to sem citiral. No, kakšen nivo je Večer, se vidi tudi s tem, da avtor, ki sem ga že prej omenjal, piše nekaj o poletih na Luno, pa mimogrede napiše, tako vemo, kako je bilo s tem, da so to posneli vse v hollywoodskih studijih. Ne, to mi pa film počel, ne, in pol sem seveda tudi pisaril in nič od tega. Zdaj pa vi ste me vprašali še za knjige, kako. Zdaj šele ugotavljam, ne domišljam si, da sem nek pisatelj, ne, bolj amater, ampak danes je težko najti založnika. Primer za zadnjo knjigo, Vesoljsko raziskovanje sončnega sistema. Pošljem jaz ponudbo kar s tekstom, ne, pa slikami, torej polovico knjige. In mi od 10 založb odgovorijo samo 3. Vse 3, da knjiga ni tržno zanimiva, to razumem. Čez leto dni poskusim ponovno, pa zopet 10 založbam pošljem. In odgovor 7, spet ni bilo odgovora, teh 3 pa, že lani smo vam pisali, da knjiga ni tržno zanimiva. Zdaj pa, da ne bom delal reklame za kako založbo. Na koncu sem našel založbo, na katero sem pozabil, sem mislil, da je šla v stečaj. In ko ji ponudim knjigo, sem se zmenil v enem dnevu. Razlog je bil, ker je knjiga izjemno tržno zanimiva, zato ker že 30 let ni bilo nobene knjige z tega področja in so se zmenila. In kaj zdaj hočem povedati, trenutno lahko 4 knjige izdam z zelo različnih področji, potrebujem pol leta, da jih finiširam, ali pa še manj. Ena je recimo humor nasploh, oziroma ne nasploh, religija, politika in seks. To je skoraj isto, ne? Lahko bi pod en naslov šlo, štosi na ta račun. Sveda, tuji štosi, ne? Povzeti iz elektronske pošte in podobno. Pol in druga knjiga, otroški humor. To sem že ponujal okoli in tudi v tem primeru so samo 3 založbe odgovorile, sem pa preveril, imam prave naslove, ne bi mislili, da nimam pravih naslovov. In očitek ene od teh je bil, da bi knjigo izdali, ampak da je preveč osebna, da nikogar ne zanima, kaj sta moji 2 vnukinji izjavljali, Neža pa Ela. In jaz odgovorim, da ne vidim tu problema. Na 2 straneh sta Neža in Ela, na naslednjih 2 Frančka pa Jožica, na naslednjih 2 in nihče ne bo vedel, da so to od mojih vnukinj. Pol ni bilo več debate. Potem recimo še eno vesoljsko knjigo, ampak ker ta prodaja ne gre najbolj, mislim, da je 300 knjig bilo prodanih, kar v založbi sicer pravijo, da je dovolj, ne. Jaz sem pričakoval, da bo tega več. Zakaj so Rusi izgubili tekmo za Luno?
To imam pripravljeno analizo, podrobno s programi obeh držav, pa eno, za katero se bom morda zmenil, Novice in odmevi. Ta je v stilu druge knjige, ki je šla pri vas, namreč o dogodkih v Mariboru in v svetu, o reakciji ljudi na to, tako da to bi lahko bilo. Morda še sam na koncu povem, da še mesec dni po upokojitvi, pa tudi nikoli prej nisem razmišljal, da bi pisal knjige. Sploh nisem imel te ideje. In če smem še to dodati, po upokojitvi mi kolega, ravnatelj elektrošole iz Velenja, mi piše, pravi, če bi lahko mu poslal moje govore, ker tudi moji govori so bili po domače zajbanski, in se je folk režal. Najbolj všeč mi je bilo, ko sem na WC-ju med maturantskim slišal dijake, ko so se menili, zdaj nam je pa ravnatelj vzel ves šov. Tako so bili navdušeni nad mojim govorom, ki je bil provokativen. No, jaz sem rekel, ni problem, in jaz mu pošljem te govore. Njegov odgovor čez kak teden ni super, mogoče bom kako idejo uporabil. Je rekel, zakaj ti to v knjigi ne izdaš, In pol grem k prvi založbi in urednik se komaj ni vedel, kako naj skrije smeh, pokrival se usta z roko, A je rekel, a vi bi izdali knjigo svojih govorov? Češ, kdo ste vi, Je rekel, veste kaj, to tako ne bo šlo, Če bi vi, prostite, vi ste že malo v letih, pa če bi vi napisali, kaj v Mariboru v 50-ih, 60-ih, 70-ih, pa to dodali, pol bi šlo. Jaz mu pošljem one vice, pravi, da so fantastični, oni govori tudi, ampak naj to dodam. In pol sem pisal in se trudil, in pol, ko smo prišli do konca, ko mi je že ogromno pomagal, se odločil, da ne bo izdal. In pol sem iskal dalje in sem našel vašo založbo. Moram reči, tudi po naključju, nikomu razlagam, da ne vem, kje bi izdal, kdo bi pa pravil, kaj si poskusil pri vas, In sem pol se tu dogovoril hitro. Kako je druga knjiga nastala? Po prvi sem dobil čuda elektronskih pošt. Ivek, pozabil si to, kak nisi tega dal, pa kak lahko to pozabiš. In sem si pisal in na koncu sem imel pripomb za 30 strani, samo kar nisem napisal, in tako je nastala druga knjiga. Pri tretji sem si pa dal duška in sem pisal o zadevah, ki me ves čas so zanimale, od samega začetka. No, ampak zdaj je konkretno to, zdaj se bo čudno slišalo, ker nisem pisatelj, da ni problem nekaj napisati, ampak najti nekaj, kar bi bilo tržno zanimivo. Ker jaz razumem, da se to vse prodaja, In tako da morda naslednje leto ta knjiga Novice in odmevi, za ostale pa ni interesa. Morda bo, ko poslušam, kako bo turist šel okrog Lune, pa Elon Musk naklada kot običajno. Morda. Če ne drugega, če ne boste mogli pisati o poletih na Luno, lahko vedno pišete o izkušnjami s tistimi, ki so malo za Luno. To bi se dalo, samo teh je vedno več, tako da. Ali pa sem star, saj veste, kako je definicija, kdaj si star, ko mladih več ne razumeš.